Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Prejšnjo sredo je v prostorih sejne sobe občine Radovljica potekala že 27. redna seja občinskega sveta občine Radovljica, ki jo sklicuje župan občine Radovljica. Na tej seji ste obravnavali 19 točk, vse točke pripeljali do konca. Ena zelo pomembnih točk pa je zagotovo rebalans proračuna za leto 2026. Najprej pa seveda lep pozdrav. Dober dan. Res je, sigurno je bila zelo pomembna ta točka. Lahko rečem, da smo kar nekaj stvari v tem delu skorigirali in pa da bojo tudi preko poletja narejeni projekti, predvsem gre tukaj za Šercerjevo ulico v Radovljici, ta drugi del, in pa Begunjsko ulico pri osnovni šoli v Lescah. Te dva sta velika projekta, seveda vse druge stvari potekajo normalno. Moram pa povedati, da je proračun težek 36 milijonov, skratka, mi smo pa tudi presežek 1,9 milijona, tako da se dodatno nič ne bomo zadolževali in sem vesel, da so svetniki in svetnice ta rebalans potrdili. Zamika pa se gradnja čistilne naprave v radovljiški občini za leto 2027. Gre tukaj zaradi sredstev? Ne, sredstva so zagotovljena, vendar papirologija, ki jo je treba, narediti, sicer mi praktično nič ne zamujamo, zaradi tega, ker enostavno mi moramo to narediti do leta 2028 in pa do leta 2029 pravzaprav mora biti v praktični izvedbi z vsemi dokumenti, tako da bomo absolutno ta projekt speljali pravočasno in do konca. Kam boste še preložili sredstva, prihodke, dohodke? Kot sem povedal, da to, sta bila te dva glavna projekta, seveda imamo pa manjše projekte, mogoče omenim, da bomo v knjižnici, v Radovljici, ki je en prostor ostal, nedokončan, v približno kvadraturi 100 kvadratnih metrov, bomo posvetili našim dragim olimpijcem in bo to imenovana olimpijska soba in smo tudi že dobili, dovoljenje od Mednarodnega olimpijskega komiteja, da to umestimo in tudi ta projekt oziroma v tem rebalansu so tudi zagotovljena sredstva za prenovo tega 100 kvadratnih metrov prostora. Je zdaj sanacija po ujmi leta 2022 zaključena ali se še karkoli dela na področju Begunj oziroma proti Dragi? Nikakor ni zaključena, intenzivno mi delujemo, trenutno imamo v obdelavi Črni potok na relaciji Begunje-Draga, potem gozdno cesto oziroma predgozdno cesto od gostišča Draga pa do vodarne v Dragi, potem pa smo na dobri poti, ker smo dobili zdaj od Državne tehnične pisarne potrjen projekt v celotni dolžini, torej od gradu Kamen do gostišča Draga. Tukaj se zdaj urejuje papirologija in tudi ta projekt, ki je pa vreden čez 3 milijone evrov, bo stekel. Svetniki so prižgali zeleno luč tudi prometni strategiji, ki je zagotovo zelo potrebna. Ja, tukaj moram reči, da ta prometna strategija je zdaj določena do leta 2032. Seveda so v strategiji določeni, te koraki, prioriteta, jasno, če grem preprosto reči, da največ pozornosti tako peš, kolesarjem in pa potem javnemu prevozu in da skušamo v teh pravzaprav 6 letih velike korake narediti, predvsem tam, kjer se res da to narediti, govorim za večje kraje po občini, medtem ko za oddaljene pa to pa čim večje število ljudi spraviti na javni promet. Sprejemal pa se je tudi odlok o javnem redu in miru, predvsem gre tukaj za kampiranje na
določenih relacijah oziroma lokacijah. Ja, tukaj smo bili enotni z 9 občinami, ki so v Julijskih Alpah, tako da imamo poenoten režim in pa tudi poenoteno višino kazni. Za posameznika zdaj znaša 500 evrov, potem pa za podjetje 2000 evrov. Skratka, želimo, da se to parkiranje omeji tam, ki je to dovoljeno, oziroma po naših kampih, ki jih kar nekaj imamo, in se mi zdi, da je prav, da se ustvari en red. Sploh sem pa zadovoljen, da smo se vsi župani dogovorili, da imamo enotno kazen. In kot so mi povedali, da je že zdaj, ko se je to zvedlo, je veliko več reda in discipline. Je ta odlok začel že veljati? Pravno, formalno je različno po občinah, ker nekateri so že sprejemali te odloke prej. Mi smo v bistvu en mesec kasneje, pravno formalno bo odlok veljal 1. julija, tako da je pa že, kot sem omenil, se pozna, da so tudi turisti obveščeni, da so kazni, bom rekel, napram prej, ki je bilo to 40 evrov po osebi. Zdaj, če gledamo, da je to en avtomobil, je to 2000 evrov, in to pa je kazen ta prava, da odbija, bom rekel, na nepravilno parkiranje na neprimernih lokacijah. Na dnevnem redu pa ste imeli tudi obširski prostorski načrt za območje Poljska pot v Lescah, seveda vse skupaj na predlog zasebnikov. Ja, tukaj lahko rečem, da je to poljska pot med pravzaprav Lescami in Radovljico. Tukaj je bil ta osnutek sprejet. Seveda mi imamo tudi na odborih veliko, bom rekel, debate in pa pobud, pripomb, tako da bomo do predloga to absolutno upoštevali, kar se bo seveda pravno formalno dalo, drugače pa nekih velikih pripomb ni bilo. Ta odlok se je že kar nekaj časa za to območje pripravljal. Seveda je najprej bilo treba te lastnike, ki so bili pobudniki, z vsemi se pogovoriti in uskladiti, tako da sem zadovoljen, da se bo tudi tukaj premik naredil in to območje bo urejeno. Skratka, pride pa še 4 individualni stanovanjski objekti. Gre to tudi za gradnjo podjetja Domtrade? Ne. Ne. Kako pa je s parkirišči pred upravno enoto? Ja, tudi tukaj moram reči, da je bila točka dnevnega reda na zadnji seji, torej za to zemljišče, ki je bilo v bistvu v kvadraturi 55 kvadratnih metrov, smo se dogovorili, občina bo za teh 8 parkirnih prostorov naredila za srednje izobraževalnem centru v Radovljici dodatnih 20 parkirnih mest in pa za upravno enoto bo sprostila še dodatnih 8 parkirnih mest z modro cono, torej da bo za vse, ki prihajajo na upravno enoto, na občino oziroma na Gorenjski cesti, imamo tudi še potem center za socialno delo, sodišče, da bo teh parkirnih prostorov dovolj, ker pa so to, bom rekel, omejene ure. Sem prepričan, da bo to zelo dobro funkcioniralo tudi v bodoče. No, meseca avgusta praznujete svoj občinski praznik, prvi občinski praznik, in na tej seji so bila potrjena tudi plaketa, velika plaketa priznanja občine Radovljica. Ja, tukaj lahko rečem, da seveda na pobudo tako društev kot inštitucij kot posameznikov. Lahko rečem, da letos veliko plaketo dobi nogometni klub Lesce za 80-letnico delovanja in sem vesel, da so tudi svetnice in svetniki te predloge potrdili.